Začetek decembra pomeni le eno. Čas je, da pripravimo parklje, kajti Miklavž je pred vrati. Pa dajmo kar začeti, tako da vzamemo kocko svežega kvasa, ga nadrobimo v mlačno mleko, premešamo, da se stopi in damo malo na stran. V skledi mešalnika zmešamo moko, sladkor ter sol, tako da so suhe sestavine pripravljene in čim bolj enakomerno premešane. Zdaj pa prilijemo tole mešanico kvasa ter mleka, dodamo še jajce in pa kislo smetano. Pričnemo gnesti s kljukastim nastavkom, jaz tole vse skupaj premešam. Ko se testo poveže nekje 5 minut, ga gnetem, pričnem dodajati zmehčano maslo sobne temperature. Tukaj je pomembno, da ga dodajamo korak po koraku in vsakič, ko se maslo ugnete v testo, dodamo naslednjo porcijo masla. Zdaj pa tole prestavimo v naoljeno skledo in pustimo vzhajati, tako da se kar fino podvoji, odvisno kako imate toplo v kuhinji. Pri meni je trajalo približno 1 uro. Testo damo na polovico, nato pa vsako polovico razvaljamo na pravokotnik 30x20 cm. No, tega pa potem narežemo na 3 enake dele. Iz mase, ki jo imamo v tem receptu, bomo dobili 6 malce večjih parkljev. Zdaj pa parklje oblikujemo, kakor vemo in znamo. Jaz jih vsakega malce drugače pripravim. Tu je v bistvu najbolj zabaven del, oblikovanje. Pozabil sem še povedati, da še preden se lotimo oblikovanja testa, v mlačno vodo namočimo rozine, ki jih bomo uporabili za oči. Parklje prestavimo na pekač, obložen s papirjem za peko, približno 3 bojo prišli na en pekač, jaz sem jih spekel kar v 2 rundah. Ko so na pladnjih, jih pustimo še enkrat vzhajati, kakšne pol urce, vmes pa pokrijemo s folijo. Preden jih prestavimo v pečico, jih premažemo z mešanico rumenjaka ter smetane, dobro pritisnemo še rozine, kar do konca dol pritisnemo in prestavimo v ogreto pečico. A niso hudi. Tukaj pri parkljih je res fino, da si pustite kreativnosti prosto pot. Takole izgledajo tile naši parklji. Najboljši so seveda takoj, čez noč jih pa le shranite zaprte v plastični vrečki. Veliko zabave pri ustvarjanju.